Ja, lep pozdrav. Kot član ožjega uredništva novega slovenskega biografskega leksikona mi je bila zaupana naloga, da predstavim četrti in peti zvezek tega obsežnega, najpomembnejšega biografskega leksikalnega dela, ki v zadnjem obdobju izhaja v Sloveniji. Nastaja kot eden od osrednjih projektov Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Matični inštitut projekta je Inštitut za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra. Avtorji člankov, vseh je več kot 100, so tako raziskovalci Znanstveno-raziskovalnega centra kot zunanji sodelavci. Dr. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, je konec letošnjega avgusta v eni od svojih kolumen, ki jih objavlja v Delu, zapisal: Za vsako skupnost so pomembna prizadevanja, da se ohrani spomin na ljudi, ki nas bodo v prihodnosti zanimali. Prav prizadevanje posameznikov in ustanov v bližnji in daljni preteklosti, da se ohrani spomin na ljudi, ki nas bodo, kot se je izrazil dr. Ahačič, v prihodnosti zanimali, omogočajo nastajanje biografskih leksikalnih del, kakršen je tudi novi slovenski biografski leksikon. Brez sedaj že več stoletne biografske tradicije in bogatega arhivskega gradiva naših in tujih arhivov, delo, ki ga danes predstavlja, ne bi moglo nastajati. Naj na tem mestu opozorim na premalo znano gradivo, ki ga hrani arhiv slovenskega biografskega leksikona. Letos obeležujemo 100-letnico njegove ustanovitve. 1922 se je namreč pričelo konkretno delo za izdajo prvega zvezka slovenskega biografskega leksikona, našega predhodnika. Tega leta so namreč izšli geslovnik, vzorčna gesla in več člankov, v katerih je bil predstavljen bistven namen leksikona, ki se pravzaprav ni spremenil do danes. Citiram: opisati življenje in delo ljudi, ki so znanosti, kulturi in narodnemu razvoju sploh kaj tehtnega prispevali od daljnih do današnjih dni. To je zanesljivo podati bistvena biografska in bibliografska dejstva, važnejšo literaturo in jedrnato oceno ustvarjalnega opusa, kjer je že možna. Da bi bibliografije temeljile na najnovejših podatkih, je uredništvo začelo pošiljati vprašalnike še živečim ustvarjalcem. To je bilo prvo gradivo, ki so ga shranili v takrat osnovanem arhivu slovenskega biografskega leksikona. Arhiv se je pozneje dopolnjeval z gradivom, ki so ga za pisanje člankov zbrali avtorji gesel in dokumenti, ki so bili pridobljeni v procesu redakcije. Gre v glavnem za korespondenco z družinami, ustanovami. Pošiljanje vprašalnikov še živečim ustvarjalcem je še danes ena od dejavnosti uredništva NSBL. Seveda tudi ti vprašalniki najdejo svoje mesto v arhivu slovenskega biografskega leksikona. Leksikon bo prihodnje leto praznoval 10-letnico izhajanja. Prvi zvezek, ki vsebuje članke o osebnostih in družinah, katerih priimek se prične s črko A, je izšel leta 2013. Na današnji tiskovni konferenci predstavlja četrti in peti zvezek. Četrti zvezek leksikona vsebuje članke o osebnostih in družinah, katerih priimek se prične s črko C, peti zvezek s črko Č. V četrtem zvezku je 152 člankov, 146 gesel o posameznikih, posameznicah in 6 rodbinskih gesel. Med nekaterimi so nekatera zelo obšezna. Celjski, predstavljenih ali samo omenjenih je 23 članov članic te rodbine, 3, Barbara Celjska, Herman II in Ulrik II, imajo samostojna gesla. Kodeli 26 članov članic, Koronini 23 članov članic. Gesla v četrtem zvezku je napisalo 105 avtorjev. V petem zvezku je 116 člankov o pomembnih posameznikih, posameznicah, rodbinskih gesel ni.
Napisalo jih je 80 avtorjev. Pisanje gesla za novi slovenski biografski leksikon je priložnost za nove raziskave in preveritve dosedanjih. Ravno prej omenjeno geslo od Celjskih je lep primer za to. Avtor je pri pisanju gesla prišel do novih izsledkov, ki do sedaj še niso bili objavljeni. Torej gre za prvo objavo v novem slovenskem biografskem leksikonu. Vsi članki iz vseh dosedanjih zvezkov novega slovenskega biografskega leksikona, teh je 991, so objavljeni tudi na spletnem portalu Slovenska biografija. Približno vsak 10. za NSBL, torej za novi slovenski biografski leksikon, napisan članek je iz različnih vzrokov objavljen samo na spletu. V tiskanih zvezkih jih torej ni. Vseh člankov, napisanih za novi slovenski biografski leksikon, ki so javno dostopni na spletu, je trenutno 1289. Številka se glede na objavljene članke v tiskani verziji leksikona zdi visoka. Zajema namreč tudi že napisane in redigirane članke o osebnostih in rodbinah, katerih priimek se prične s črko D, nekaj pa tudi s priimki, ki se pričnejo z drugimi črkami abecede. Poleg teh je na portalu Slovenska biografija objavljenih še 2476 člankov iz primorskega slovenskega biografskega leksikona, to je dobra polovica vseh v tem leksikonu objavljenih člankov in seveda tudi vsi članki iz prvega slovenskega biografskega leksikona. Uporabnik si na portalu Slovenska biografija lahko prebere enega ali več člankov o 7931 osebnostih in 124 rodbinah. To je seveda trenutno stanje, ki pa se bo še nadgradilo. V NSBL objavljeni članki so bili recenzirani in redigirani, so torej referenčni za druga, zlasti leksikalna dela tako na spletu, na primer Wikipedija, osebnosti slovenskih pokrajin, kot v tisku. Vsi sodelujoči, ki v vsebinskem in funkcionalnem smislu skrbimo za razvoj spletnega portala Slovenska biografija, si prizadevamo za točnost objavljenih podatkov in za funkcionalnost spletnih orodij, ki izboljšujejo uporabnost tega biografskega stičišča 3 leksikonov. Hvaležni bomo za vaše odzive, pripombe, predloge, ki nam jih boste posredovali, da bo slovenska biografija še bolj zanesljiva in uporabna. Ne povem, da možnost komentiranja na spletu je pod vsakim člankom, tako da to bi bilo z moje strani vse. Nadaljujemo z delom, torej pripravljamo že črko D, smo na sredini. Najlepša hvala.